Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole je Krešimir Karačić pozdravil gledalce ob tretji oddaji v četrti sezoni kviza Tvegaj ali počakaj. V letošnji sezoni se merijo najboljši novinarji in komentatorji sportkluba iz celotne regije. Med 16-terico sta tudi dva predstavnika iz Slovenije, brata Obrez. Tokrat bo Goran Obrez tekmoval proti srbskemu komentatorju Gojku Andrijaševiću. Najprej pozdrav Gojku, legendarnemu novinarju iz Srbije. Njegov nasprotnik Goran Obrez, ki ga ni potrebno pretirano predstavljati slovenskim gledalcem. Kot pravi Krešimir, komentira tudi reprezentančna srečanja, je pa poznan predvsem po svojih prenosih španskega nogometa. Krešimir znova prosi tako Gojka kot Gorana, da se nekoliko predstavita. Najprej naj se predstavi Goran, pravi Krešimir. Kaj naj rečem, pravi Goran. Znači, više manje pričamo o poslu, je li tako? Ja sam od 91. godine... Bolj kot ne bomo govorili o delu, od leta 91 dalje sem športni urednik dnevnika Ekipa. Od takrat približno pa tudi komentiram po večini tekme španskega prvenstva, tudi tekme Lige prvakov sem spremljal vsa ta leta. Kar precej komentiram tudi angleškega nogometa, pa občasno tudi tekme reprezentance. Vsa najboljša srečanja torej spremljaš, sprašuje Krešimir. Ja, ničesar ne prepuščam mlajšim, pravi Goran. Tudi Krešimir bi bil rad na Goranovem mestu, sedaj pa še vprašanje za Gojka. Gojko, prepoznan si še posebej po svojem globokem glasu. Tako te vselej predstavim. Vsi govorijo o mojem glasu, sam se ga ne zavedam na takšen način, pravi Gojko. Mislil sem, da sem najstarejši predstavnik oziroma tekmovalec v kvizu, ampak vidim, da sva z Goranom približno iste starosti in pa tudi približno istega delovnega staža. Tudi sam sem delal na nacionalni televiziji v Srbiji in na RTS-u, spremljal sem srečanja reprezentance, delal sem tudi na 4 evropskih prvenstvih, delal sem 3 finala svetovnega prvenstva, poleg nogometa pa je moj drugi šport atletika, pravi Gojko Andrijašević. Lepi karieri sta za vama, ogromno tekem sta seveda že pospremila, moram pa tudi reči, da va je bilo najtežje dobiti na telefon. Sta tista tekmovalca, ki je bilo najtežje priklicati. Ne gre za to, da bi se izmikal, pravi Gojko, enostavno si me klical v napačnih trenutkih. Gojko pravi tako, Goran pa priznava, da se mu je izogibal. Pa poglejmo še preostali žreb, torej 16 tekmovalcev, 6 iz Srbije, 6 iz Hrvaške, pa 2 predstavnika iz Bosne in Hercegovine ter 2 iz Slovenije. Ivan Ivković je tisti, ki se bo pomeril z zmagovalcem tega obračuna. Hrvaški komentator je slavil v prvi oddaji proti Vladimirju Živkoviću. Slavil je tudi drugi hrvaški predstavnik v obračunu z bosanskim komentatorjem Harisom Mrkonjo. Videli bomo, kdo je torej tretji predstavnik, ki bo zapolnil tole tabelo. Upamo, da bo to Goran Obrez. Tekmovalci pa se bodo merili vse do srede februarja, ko bomo torej dobili najboljšega v letošnji sezoni kviza Tvegaj ali počakaj. Pravila mora še predstaviti Krešimir. Čaka nas 20 vprašanj, na vsako vprašanje bo tekmovalec imel na voljo temo, na katero bo potem uložil 2, 4 ali 6 točk. Če ne bo vedel direktnega odgovora, dobi 4 možne ponujene odgovore in pri tem tudi polovico vnaprej določenih točk. Tudi nasprotnik lahko odgovarja tako brez ponujenih odgovorov, kot tudi ob ponujenih odgovorih. Na koncu pa nas čaka še glavno vprašanje, na katerega lahko tekmovalca skrivoma vlagata število točk, ki ga imata v svojem izbiru. Prisluhnimo še Krešimirjevi slovenščini. Ja sam spreman za tvegaj ali počakaj. Ne znam kako. Dobro gre Krešimirju slovenščina. Tvegaj ali počakaj, rizik ili oprez, kviz je nared. Najprej prvo vprašanje za Gojka. Avtobiografije je tema. Začel bom skromno, pravi Gojko, za 2 točki bom odgovarjal. Kateri tenisač je leta 2009 svojo avtobiografijo naslovil z Open? Če bi vedel, da gre za vprašanje na temo tenisa, ne bi sploh odgovarjal, pravi Gojko.
Mislim, da je Andre Agassi. Odličen začetek za Gorana, vnaprej je vedel pravilni odgovor brez ponujenih možnosti. Andre Agassi je v knjigi Open opisoval svoje otroštvo, svojo kariero, tudi tisti dopinški škandal. Zanimiva knjiga, avtobiografija Open Andreja Agassija. 2 točki torej za Gorana. Pa sedaj še vprašanje za Gorana. Upokojena številka pa je tema. 2 točki, pravi Goran. V čast kateremu košarkarju so Los Angeles Lakersi upokojili dres številko 33? 20 sekund ima na voljo, Goran pravi, ne bi se rad osramotil. Lahko seveda počaka tudi na ponujene odgovore, ampak vseeno je Goran poizkušal in imel pravilni odgovor. Kareem Abdul-Jabbar je tisti, zaradi katerega so Lakersi upokojili številko 33. Vprašanje, katere številke bodo sploh lahko imeli Lakersi, 8 in 24, sta zasedeni zaradi Bryanta, 13 zaradi Chamberlaina, ogromno legendarnih košarkarjev je seveda igralo v dresu Lakersov in ogromno številk je že upokojenih. Tretja tema za Gojka, sodniška oprema. Spet za 2 točki, pravi Gojko. Kakšne barve čelad običajno nosijo sodniki v hokeju na ledu? Kakšne barve čelad imajo torej običajno sodniki v hokeju na ledu? Črna je pravilni odgovor, tudi Gojko brez ponujenih možnosti do prvih točk. Nekoč sem spremljal hokej, priznava Gojko, sedaj pa le redko. Nekako sem se spomnil, recimo temu tako. Goran pravi, jaz spremljam hokej, pa bi pomislil na bele. Tako da še dobro, da Goran tokrat ni odgovarjal. 2 točki za Gojka. Četrto vprašanje pa bo znova za Gorana. O katerem letu govorimo, pa je tema. Za 2 točki ne bo tvegal Goran. Pa poglejmo, kakšna sta z letnicami. Katerega leta je potekalo svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem je bil najboljši strelec in igralec Paolo Rossi? 1982, tako je vedel Goran. Škoda, ker odgovarja zgolj za 2 točki. Goran je sedaj pri 6, Gojko pri 2. Gojko, si tudi ti to vedel? Ja, vedel sem tako tisto vprašanje za Jabbarja, kot tudi tole vprašanje za Paola Rossija. Nimam sreče, kot kaže ob temle izboru vprašanj. Da, točan odgovor je 82. 6 pogodaka imao Paolo Rossi. 6 zadetkov je zabil leta 1982, ko je Italija osvojila naslov svetovnih prvakov. Paolo Rossi, eden izmed tistih, ki nas je zapustil v letu 2020, tako kot Maradona, grozno leto. Strinjata se s tem tako Gojko kot Goran. Naj bo letošnje leto bolje, naslednja tema pa se glasi posebna čast. Spet 2 točki, pravi Gojko, ne tvega še naprej Gojko Andrijašević. S katerim športom se ukvarja Japonec Asamoah Hideki, ki mu je Donald Trump vročil predsedniški pokal v sloviti dvorani Ryogoku Kokugikani? Kateremu športniku, Japoncu torej, Asamoahu Hidekiju je namenil priznanje Donald Trump? Pa poglejmo 4 možne odgovore. Karate, namizni tenis, sumoborba ali judo? Ja bih rekao, imam 2 opcije sad. 2 možnosti imam, pravi Gojko, rekel bom C. In sumo je pravilni odgovor. Nekaj logike je v tem odgovoru, priznava Krešimir, gre seveda za nacionalni šport na Japonskem, in ko je bil Trump na obisku, je izkoristil priložnost, bolj za vidnost, kot za to, da bi res užival ob tem, pravi Krešimir. Ogledal sem si video posnetek in tako mi je delovalo. Še naprej aktualni predsednik Donald Trump, pravi Krešimir Karačić, ja, v tem je tudi težava, a vse se bo spremenilo 20. januarja. Gremo na 6. vprašanje. 6. vprašanje se glasi borilne veščine. Samo 2 točki, pravi Goran. Kateri je, poleg kate in kihona, 3. element modernega karateja, ki označuje borbo? Poleg kate in kihona, 3. element modernega karateja, ki označuje borbo. Goran deluje, kot da ne ve.
Tudi Gojko ima izraz na obrazu, ki ne daje ravno veliko optimizma. Videli bomo 4 ponujene odgovore. To so Kokoro, Kenčucu, Kumite in Kuzuši. Goran mora odgovarjati, kaj ti, to je bilo vprašanje zanj. Gojku ni potrebno odgovarjati. B. Tule je ugibal, na srečo je šel Goran in ni imel sreče. B je napačen odgovor. Kaj pa Gojko? Poizkušal bom. Poizkušal bo kolegijalno z odgovorom A. Kolegijalnost mu bo tokrat vzela točko. Kumite pa je pravilni odgovor. 2 vprašanji zapored z borilnimi veščinami povezani in tudi z japonsko, tokrat pravilni odgovor kumite. Oba upata, da sta zaključili s temami z japonske in z borilnimi veščinami, kajti kot kaže, sta to polji, na katerih nista najboljša. Ja, glede na to, katera športa komentirata, ne deluje, da bi imela ravno črni pas. 7. vprašanje, regionalna košarkarska liga. Tu bi Gojko lahko bil močan. Ajmo je beseda, ki nakazuje, da bo poizkušal s 4 točkami. Kateri klub je osvojil prvo lovoriko v ABA ligi v sezoni 2001-2002? Kateri klub je torej osvojil prvo lovoriko v ABA ligi? To je bilo v sezoni 2001-2002. Pravi Gojko, ne spremljam košarke, to je bilo davno tega. Ugibal bom z Olimpijo in to je pravilni odgovor. Tokrat sreča za Gojka. Olimpija je osvojila prvo lovoriko v ABA ligi v sezoni 2001-2002. Tudi Goran je vedel, da je to pravilni odgovor. Eno redkih vprašanj, na katera sem takoj vedel odgovor. Vedel sem, da ni Partizan. Zvezda tudi ne. Poizkušal je z Olimpijo in imel sreča, kajti Olimpija je tisto leto ugnala Krko v finalu. Tedaj se je temu tekmovanju še reklo ABA Goodyear liga. Potem je Zadar osvojil naslov prvaka. Sledila pa je dominanca srbskih predstavnikov v regionalni košarkarski ligi. 6 točk Gojku, 5 točk Goranu. 8. vprašanje, rezultati v finalih. Goran bo tokrat vložil 4 točke. Koliko final svetovnih prvenstev v nogometu se je končalo z rezultatom 4-2, upoštevajoč podaljške? Goran računa, hitro je ugotovil, da bo to težko. Ja treba 90 godina izračunati sve rezultate. Najbolje, da začne v Urugvaju. Leta 1930 čas je minil. Isteklo ti je vrijeme, pa nemoj ništa reći, Gorane. Gojko? Reći ću. Ne možeš kad ti isteklo, sorry. Moraš čekat ponuđeno. Počakati bo moral Goran. Gojko pa Idemo na dalje. pravi dalje. Videli bomo 4 možne odgovore. Goran je vedel, da je to A2, kar ni pravilni odgovor. Še dobro, da ni izgubil 4 točk, izgubil bo samo 2 točki, kajti ob ponujenih odgovorih se števek točk prepolovi. Gojko ne ve in ne bo poizkušal. 4 pa je pravilni odgovor. 4-krat je bil torej izid v velikem finalu svetovnega prvenstva v nogometu 4-2. Tudi prvo leta 1930 v Urugvaju, ob finalu Urugvaja in Italije, kot tudi na finalu med Francijo in Hrvaško, je bil izid 4-2. Italija je neko, sad se ne mogu nije ovako zvati. Italija, Mađarska 4-2 i još jedno je bilo, zapadna Njemačka je bila protiv nekog. Italija, Mađarska, Nemčija in še ena ekipa so bile vpletene v te tekme. 4-2 pa torej izidi 4-krat v velikih finalih svetovnih prvenstev v nogometu, tako na tistem prvem, kot tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu smo videli ta izid. Težko je bilo to izračunati v tako kratkem času, ki vam je bil na voljo, tako da razume Krešimir spodrsljaj ob tokratnem vprašanju. 2 črki v imenu pa je naslednja tema. 2 točki, pravi Gojko. Kako se po izposojenki iz francoščine imenuje palica za biljard? Gre za izposojenko iz francoščine, s katero torej imenujemo palico za biljard. Ak. Ni pravilni odgovor. Goran bo počakal najbrž na ponujene 4 možnosti. Ak ne bo poizkušal takoj.
Kako? Pazi, 2 slova u ime. Samo 2 slova ima ime. Da. Samo 2 črki sta v imenu, kar je bila tudi tema. Dalje, Sedaj pa še 4 ponojeni odgovori. Fe, ze, de, ke. Človek težko ve. Ne. De, ke. Pravilni odgovor. Pitanju je ke, dečki. Ke je točan odgovor po de. To je Ja sam da je skraćenica. nešto da ima k slovo, to sam znao. Ali nisam Da. mogao da sedim. Da, dobro si razmišljao, eto samo krivi redoslijed. Dakle, ako se ne varam, Gojko je uložio 2 boda. Pa je Gojko je nekako računal, da bi bila črka C lahko v tem pravilnem odgovoru, vsekakor pa sta oba izgubila točki ob tokratnem vprašanju. 10. vprašanje na polovici pa ima temo rojstno mesto. Goran bo odgovarjal tokrat Ajde 4. sa 4 točke, pogumno. 4 boda. Evo pitanja. Iz katerega mesta izhajata tenisačici Viktorija Azarenka in Arina Sabalenka? Azarenka in Sabalenka prihajata iz istega mesta, iz katerega torej? To bi moral vedeti, pravi Goran. Oni su Belorusija, znači Minsk. Belorusi, Minsk, Goran je imel srečo, lahko bi bil tudi še kakšen drugi kraj na beloruskem teritoriju. Ja, bal se je, da ni Brest ali Gomel, kot je recimo možnost, definitivno ne Moskva in Nižnji Novgorod. Obe odlični tenisačici, Belorusinji, 2-krat najboljša na Australian Openu, Viktorija Azarenka, Arina Sabalenka pa na US Openu najuspešnejša v kategoriji dvojic. Na polovici vselej vpraša Krešimir, kako se počutita tekmovalca, dobra igra, ki jo spremljamo. Ja isto mislim da igramo obojica super. Mislim, da sva oba dobra, pokazala sva kar nekaj znanja, pravi Goran. Ja sam se najviše bojao da se potpuno ne obrukam, pa mislim da se nije desilo to, ovi Japanci... Strah me je bilo, da se ne bi popolnoma osramotil, priznava Goran. To da ne vem pravilnega odgovora o japonskih borilcih oziroma o japonskih borilnih veščinah in o biljardu, to ni nič čudnega, tega si ne bom pretirano očital. In res je, Goran in Gojko sta prikazala zavidljivo znanje v primerjavi s prvima 2 kvizoma, ki smo ju spremljali doslej. Je tole res dobro znanje, ki ga kažeta. Mislim da odgovaram na njegova pitanja, pošto očigledno... Pogosto odgovarjam na njegova vprašanja, na katera vselej vem odgovor, pravi Gojko, na svoje pa imam nekaj smole, dobil sem vprašanja, ob katerih enostavno nisem imel pravilnih odgovorov. Takšen je žreb, nekaterim prinese srečo, drugim smolo, tako pač je. Pri nas pravimo... Za ove igre na sreću i to. Ako nemaš u kartama, imaš u ljubavi, pa je... Tole ste najbrž razumeli. Gremo na 11. vprašanje in videli bomo, koliko sreče ima Gojko v nadaljevanju. Legenda na trenerski klopi je tema. To mi deluje simpatično, poskušal bom za 4 točke, pravi Gojko. V katerem klubu je aktualni trener legendarni Francoz Thierry Henry? Stav mi mozak. Mislim, da Goran ve, Gojku pa se je nekoliko zakvačkalo v možganih. Zastal je procesor. Što kaže Goran, da se obrukam, hajmo dalje, pa ako on ne... Raje grem naprej, da me ne bo sram. Videli bomo, ali Goran ve. Mislim da znam. Mislim, da vem. Montreal Impact pa je pravilni odgovor. Goran je vedel, dobil bo 4 točke, ki jih je ukradel Gojku. Največji nogometaš v zgodovini Arsenala, za katerega navija Krešimir, tako da je tudi njegov idol iz otroštva. Logično, odličen nogometaš, ki si je seveda prislužil tudi novo vprašanje. Pogosto sem komentiral njegova srečanja, pravi Goran. Mislim, da sem prvič spremljal njegovo tekmo in jo komentiral, ko je igral v dresu Monaka. Imel je 16-17 let, pravi Gojko. Ta lahkotnost, s katero je zabijal zadetke, je bila nekaj, kar me je impresioniralo, pravi Krešimir Karačić. Ja, z Ronaldinjem sta dominirala na igrišču, tako kot danes Ronaldo in Messi. Povezuje Krešimir Karačić. 12. vprašanje. Znani zakonci, tema za Gorana. Rakovi poznati. Koliko trač revij prebere Goran? Očitno malo, 2 točki. Kateri nekdanji košarkar, ki je v dresu Miamija osvojil naslov v ligi NBA, je poročen s popularno igralko Gabrielle Union? Kateri nekdanji košarkar Miami Heatov, ki je v dresu Vročice osvojil naslov v ligi NBA, je torej poročen
s popularno igralko Gabrielle To bi Union. čak trebao, ja mislim, znati. To bi moral vedeti, pravi Goran, Wadeova supruga. Dwayne Wade je odgovor. in res ve. Dwayne Wade je točan odgovor. Dwayne Bravo, Wade je Goran, pravilni evo, odgovor. ova voda, sada si na 13. Ja, Goran nas preseneča znova z novim dobrim pravilnim odgovorom, brez da bi sploh imel ponujene 4 možnosti. Je vedel, da gre za Dwayna Wadea. Ja, to mi je najbolj pomagalo, da gre za nekdanjega košarkarja Vročice, pravi Goran Obrez. Seveda smo v Sloveniji nekoliko bolj povezani z Vročico. 13. vprašanje, doktor, vprašanje za Gojka. Ajmo opet, ajmo 6. Gremo na 6. 6 bodova, svaka Pa čast poglejmo, na hrabrosti, Gojko. koliko se bo hrabrost obrestovala Gojku. Na katerem motorju je legendarni Valentino Rossi osvojil prva naslova svetovnega prvaka v razredu MotoGP? Tu sam tek tanak. Znači, sa Na tem motociklizmom področju sam pomalo motociklizma jedan sem izjemno šibak, pravi Gojko. Pojma nimam. Da nije Ducati. Ducati Ducati, je bolje da poizkušal. nisi citirao, nažalost, nije Še to dobro, odgovor. da ni Gorane, tvegal, minil je čas, ni pravilni odgovor za Gojka. Goran pa pravi naprej in tule so 4 ponujeni odgovori. Ducati seveda ni pravilen. Ali je to Honda, ali Aprilia, ali Yamaha? Sedaj ve, pravi Gojko. Gorane, možeš, ne moraš. Videli bomo, ali Gojko to res ve, če Goran na to ne bo odgovarjal. Nećeš. Goran ne bo odgovarjal. Honda, Krešimir pa je rešil Gojka. uzeći Hondu je Honda je osvojio bil prva 2 naslova, a onda tisti je motor, na počeo katerem je legendarni Ducati. Valentino Rossi osvojil prva naslova svetovnega prvaka v razredu Yamaha, MotoGP. da, tako da nisam Ducati, ja Yamaha, kot pravi Krešimir, sta naslednja motorja, na katerem je blestel Rossi. Ni največji strokovnjak Krešimir za to področje, mi pa gremo na 14. vprašanje. Vratarke. Mislim, V času rokometa to o ženskim golmanicama. je Goran pravilno predvideval, da gre za ženske vratarke in o tem, kot pravi, ne vem dosti. Kateri šport spremljamo, če sta v vratih Hrvatica Teja Piljević, na nasprotni strani pa brani Jovana Rizović za Srbijo. Jovana Rizović in Teja Piljević sta torej reprezentančni vratarki v katerem športu? 10 sekundi. Pa riskirat ću jer... Tvegal bom, kaj ti Gojko najbrž ve. Verovatno nije futbal, nije, znači je 2 rukomet. sekunde. Rukomet. Rukomet u posljednjem trenutku je Goran odgovorio i to je to. Tole je bil Ovo je Gojko buzzer znao. beater strani Gorana. V zadnji sekundi je prišel do pravilnega odgovora. Rokomet je pravilni odgovor. Da smo osvojili broncu, ne bi znao, ovako sam znao. Ja, pred evropskim prvenstvom, na katerem je Hrvaška osvojila bronasto odličje, Krešimir pravi, ne bi vedel odgovora na to vprašanje, sedaj pozna seveda Tejo Pijević. Kako ti legne, nažalost. Gojko je vedel vse, Evo 15. teme. a tokrat ni imel možnosti za odgovor. 15 točk Goranu in -2 točki za Gojka. Bejzbol. Gojko pravi, raje bi odgovarjal na 0 točk. Časa, a naziv... Dobro, ima. Dobro bi bilo, da se Gojko dvigne na pozitivno števko, kajti potem bo lahko sploh odgovarjal na zadnje vprašanje. Če bo ostal v minusu, potem zadnjega ključnega vprašanja sploh ne bomo slišali. 15. vprašanje z teme bejzbola pa se glasi, koliko izmenjav oziroma iningov skupno pospremimo na običajni bejzbol tekmi? Poizkušal bo, pravi Gojko. Krešimir pravi, raje ne poizkušaj, počakaj, raje nam ponujene možnosti, kot da ugibaš. 9. Je odgovoril Goran. Goran ve. Zakaj to Goran ve? Gojko, jel bi bubnuo 9 baš? Mislim da bi tu negdje išao. Tam nekje bi poizkušal, pravi Gojko. Je rekao da imaš dovoljno vremena. Da, mislim za 6 ili 9, pošto u ponudi nema 6, nego 7, onda bih verovatno rekao 9. Poizkušal bi odgovoriti s 6 ali z 9, ker je ni bilo šestice v tele ponujeni izbiri, pa bi najbrž izbral res devetico. Ja znam one, to je kod nas sport, samo bejsbol, motociklizam, bilijar, to... Bejzbol, motociklizem, biljard, to so športi, ki jih moram spoštovati, ampak o njih ne vem nič, pravi Gojko. Vseeno moramo seveda spoštovati tudi te športe, Gojko. Goran pravi, leta 88 sem začel delati na RTV, na TV Slovenija
Ekipa Zajčki je bila v Ljubljani in to je bil eden izmed prvih prenosov, ki sem jih delal, zato vem. Vse skupaj počasi deluje kot Slumdog Millionaire scenarij, v katerem živi Goran Obrez. Da, što kaže Gojko, nije to baš ovdje na ovim prostorima nešto poznat sport zapravo. Žal tokrat ne gre za milijonske zneske, temveč za čast. 16. vprašanje pa se glasi: poveži pojme z odbojkašem. Če bi vedel, da gre za Slovenca, potem bi poizkušal najbrž s šestico. Tokrat pa 2 točki. Samo 2 boda. Evo pitanje. Vprašanje. Dinamo Apeldoorn, Diabetes in Michael Jordan. Katerega odbojkaša povezujejo ti 3 pojmi? Goran ne ve. Dalje kaže Goran, Gojko. Tudi Gojko ne deluje, kot da bi vedel. Pa reći ja dalje, mislim. Kaže i Gojko dalje, pa evo za 1 bod za Gorana. Za točko lahko odgovarjate tako Goran kot Gojko. Kateri izmed ponujenih igralcev pa je pravilni odgovor. Goran mora poizkušati. Imam občutek, da bosta oba znova metala kocko in nekako prišla do pravilnega odgovora. Goran je vrgel napačno številko, B je napačen odgovor. Kaj pa Gojko? Ali bo sploh tvegal? Vseeno mi je, ali imam -2 ali -3 točke. Bas van de Goor. Pa tokrat sreča za Gojka. Pravilni odgovor Gojko, ki je prišel na -1 točko. Ja, še 4 vprašanja do konca. Dobro bi bilo, da Gojko pride torej v plus. Bas van de Goor, njegov nadimek je košarkar Michael Jordan oziroma odbojkaški Michael Jordan. Bil je seveda eden izmed najboljših predstavnikov v odbojki. Zbolel je za diabetesom, zrasel pa je odličnega odbojkaša v dresu Dinama Apeldoorn. 17. vprašanje za 6 točk, pravi Gojko. Obračun legend, karkoli pač bo. Koliko rund je skupno obsegal lanskoletni ekshibicijski dvoboj med 54-letnim Mikeom Tysonom in 51-letnim Royem Jonesom Jr.? Roy Jones Jr. in Mike Tyson sta se udarila lani v ekshibicijskem dvoboju, ki je obsegal koliko rund? Gojko ne ve, Goran? Ja mislim, da je bilo 8. Goran misli, da je bilo 8. 8 je tudi pravilni odgovor. Še en izjemen odgovor Gorana Obreza. To je kviz, ja kažem, jednom legne, drugom ne legne, to je tako, dečki, sve normalno, tako da Gorana stvarno evo ide. Vse gre po planu Goranu Obrezu. V odnosu na rezultat. Tvegal sem, glede na to, da imam takšno prednost, sem poizkušal, ampak nekako mi je ostalo v glavi, da bi lahko bilo 8 pravilni odgovor. Pa trebaš dramu, je li tako? Zato je... Sad moram nešto promašiti. Ja, če bi zgrešil, potem bi morebiti bilo še napeto, potem bi nas čakala negotova končnica. Vseeno je poizkušal Goran in imel pravilni odgovor. Otvoritev olimpijskih iger je naslednja tema. V katerem mestu so potekale poletne olimpijske igre, ki jih je odprl predsednik države Michel Temer? Ne ravno ob aplavzu, precej je bilo zgražanja in tudi glasnih vzklikov neodobravanja. Dalje, Gojko. Pokušam sad da se setim gdje su sve bile olimpijske igre. Poskuša se spomniti, kje so bile olimpijske igre. Temer, predsjednik države, pomislio sam prvo Montreal, nemaju predsjednika. Pomislil je na predsednika, da gre za Kanačana, kjer ni predsednika, kjer je premijer. Rio de Janeiro, Atene, Sydney ali Mexico City. Rio de Janeiro je tokrat odgovoril Goran. To je tudi pravilni odgovor. Jesi to htio odmah reći? Mislim, nisam htio, nisam se setio, ali odmah kad ste ponudili, setio sam se da... Tako je, da. Ponekad zablokiraš malo. Včasih nekoliko zablokiraš, takoj ko sem dobil ponujene priložnosti. Sem poizkušal. Michel Temer je tisti, ki je kasneje nasledil Dilmo. To bi lahko vedel Krešimir.
Ajmo 6, pa šta. Odhod velikanov, 19. vprašanje, tokrat za Gojka Andrijaševića. Odhod velikanov in vprašanje. Dne 25. novembra 2020 nas je zapustil legendarni Diego Armando Maradona. Kateri legendarni član Manchester Uniteda pa je umrl na isti dan 15 let prej? Kateri nogometaš je torej umrl 25. novembra 2005? George Best, tokrat pravilni odgovor za Gojka Andrijaševića, ki je skočil na 5 točk in bo lahko odgovarjal na zadnje vprašanje. Neukrotljivi George Best, kot pravi Krešimir, simpatičen mi je tisti njegovi citat, ko je dejal, da je večino denarja zapravil zaradi alkohola in žensk. Vse ostalo je šlo za neumnosti. Posebni George Best. 23 točk za Gorana, ki ga čaka še zadnja tema, še zadnje vprašanje. Tako mlad, a tako uspešen. Tema, na katero bo Goran odgovarjal za... Nekako napraviti malo dramatičnije to, pa ulažem 6. 6 točk. To da ne ve, da gre za slovensko vprašanje. Joj. Kateri slovenski kolesar je na dirki po Franciji postal drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini? Pri vsega 22 letih Slovenci ne potrebujemo slišati vprašanja, kaj dlje kot kateri slovenski dirki po Franciji, in tu vemo, da je to Tadej Pogačar. Vprašanja sem pisal mesec dni pred tem in nisem vedel, da boš dobil kot slovenski komentator zadnje vprašanje na temo slovenskega športa. Goran bo skočil na 29 točk, Gojko čaka in razmišlja o harakiriju. To je bilo edino vprašanje od Gorana, na katerega nisem vedel odgovora. Gojko ne spremlja kolesarstva, vseeno bi lahko vedel. To je Tour de France. Gojko ima res selektiven izbor nabiranja podatkov, zelo analitično bi mu pokomentiral. Tadej Pogačar, zmagovalec Tour de France v letu 2020. Nikoli nismo imeli seveda boljših pogojev za kolesarstvo kot sedaj, ko imamo 2 najboljša kolesarja na planetu in kopico mladih, ki čakajo na to, da se prav tako izpostavijo kot vrhunski kolesarji. Skratka, ogromno sreče znova za Gorana, ki je pri 29 točkah, Gojko pri 5. Naj še enkrat povem, gre za odličen kviz, v katerem oba kažeta odlično znanje v primerjavi s predhodnimi kvizi. Glavno vprašanje, zadnje vprašanje, na katero oba tekmovalca skrivoma vložita število točk. Gojko lahko vloži največ 5 točk, Goran lahko vloži 29 točk, bi bilo to sila neumno. Seveda Goran tega ne bo storil. Na glavno vprašanje bosta torej vložila skrivoma določeno število točk, ki jih imata na voljo. Oba sta vložila po 5 točk, sedaj razkriva Krešimir. Pa poslušajmo vprašanje. V tem mestu so že gostili poletne olimpijske igre, prihodnje leto pa bodo prvič gostili še zimske olimpijske igre. O katerem mestu govorimo? Preprosto vprašanje za oba za konec. Saj zdi se mi, da je preprosto. Če vemo, kje bodo zimske olimpijske igre leta 2022, potem je precej preprosto. Ja sam poslao i na slovenskom i tako kao što oni kažu, ne znam kako već. Razumijem ja svaki jezik. Poliglot Krešimir je takole odgovoril Goranu, da bo razumel, kaj bo napisal. Pa poglejmo, kaj sta napisala. Gojko Peking, kar je pravilni odgovor, 5 točk Gojko, ki je na 10 točkah. Goran je odgovoril prav tako Peking in tudi to je pravilni odgovor. Goran na koncu na 34 točkah. Torej prepričljiva zmaga Gorana Obreza, ki bo odšel v četrtfinale. Oba sta igrala dobro, toda tokrat je imel Goran res svoj večer in res je bilo tako. Res hvala za čestitke, pravi Goran. Res sem imel ogromno sreče, nekoliko me je sram, a zagotovo se bo zarotila tudi sreča proti meni. Vedel si, kar si moral vedeti, tako da ti tudi sam moram čestitati, pravi Gojko. Odlična vprašanja, dobra igra. Lepo smo se imeli in družili, kar je seveda ključno. Dobro je odigral Goran, ki mu čestita znova Krešimir Karačić. Prvih 10 vprašanj se je odigral dobro, potem
So prišli tudi športi in teme, na katere nisi vedel toliko vprašanj. Škoda, ker si izgubil 6 točk na motociklizmu. Gojko pravi, nisem seveda potreboval toliko tveganja, tako rad igram, tako pač živim. Če bi odgovarjal na 2 točki in potem ne bi vedel odgovora, bi bilo najbrž isto. Od svojih 10 vprašanj res nisem imel sreče. Velik del je bil tem, o katerih ne vem veliko. To so bila vprašanja o športih, ki jih ne spremljam. Žal mi je, da se nisem spomnil za Henryja. Vedel sem Olimpijo. Kar se tiče biljarda, sem bil blizu, ampak to res niso teme, o katerih bi vedel veliko. To niso moji športi, pravi Gojko. Hvala vseeno za sodelovanje. Upam, da sta oba uživala. Na koncu lep rezultat. Z 10 točkami bi zmagil na kakšnem drugem kvizu. Ja, naslednje leto bom imel morebiti več sreče z vprašanji ali z žrebom, pravi Gojko. Hvala obema, hvala tudi vam, dragi gledalci. Bodite z nami tudi naslednjič, zaključuje oddajo Krešimir Karačič. Nas pa še čez nekaj dni čaka že 4. oddaja letošnje sezone. Seveda lahko oddaje spremljate tudi na spletni strani, na YouTubeu in na programih Sportklub.